Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Marec je pravzaprav mesec žensk. Praznujemo ženske in jaz seveda sem se odločila, da vas danes vprašam na Facebooku, kaj je pravzaprav tista lastnost, zakaj smo ženske tako dobre, kot smo in se dobro počutimo. Upam, da se seveda dobro počutite v vaši koži. Torej, poglejmo si nekaj dejavnikov, zakaj je dobro pravzaprav biti ženska. Ja, ženska je biti dobra recimo zato, ker seveda lahko damo novo življenje, torej ja, dano nam je dati novo življenje. Mislim, da je to v bistvu največja čarovnija in pravzaprav čarobnost tega življenja, ki obstaja. No, kot veste, seveda ženske prenesemo tudi marsikaj in kljub temu smo še vedno ostanemo optimistične in predvsem zato, ker si dovolimo biti krhke in čutne ter torej obožujemo svoja ženska telesa. In zato sem jaz danes v goste povabila čudovito žensko dušo, žensko energijo Tino Orav, ki je seveda pravzaprav, bom rekla, torej nek način čutilka ženskosti v vseh ženskah, ki pravzaprav smo jo lahko malce izgubile to ženstvenost. Lepo pozdravljena. Živijo. Torej, Tina, da začnemo pri začetku. Kako pravzaprav obudite to ženstvenost v ženski, ki je nekje zamrla? Ja, to je ful zanimivo. Tudi sama sem videla, da sem bila ful preveč v moški energiji. Zaradi poroda, starševstvo, delo, potem podjetnica. To me je kar dosti dalo v to moško energijo. In potem sem ugotovila, da sem se v bistvu oddaljila od mojega tiste, sploh nisem imela moči več v sebi. Zdaj, če opišem, kako sem se počutila, kakor da bi mi nekdo neko moč vzel. In potem sem se čakaj, kako je pa to možno? Sej noben ne more z mano razpolagati, razen jaz. In to mi je bilo malo čudno. Ko sem začela malo raziskovati tudi po Jyotish karti, sem videla, da je moja luna malo poškodovana in ker sem bik, se pravi Venera. Venera je nujno mora biti ženska. In tu mi je bilo prav klik, tu učiš in za sebe pozabiš pogledati. In bolj, ko sem tu videla vse, kaj nujno nazaj pejdi na žensko, nazaj ženski energiji, spet tu je 1 leto, 2 leti, 3 leta dela, tu ni zdaj, da boš ti kar čarobno palčko začaril in boš prišel nazaj, ampak mičkeni biserčki v dnevu, ne vem, da globoko vdihaš v trebuh, da si vzameš čas, tiste 3 minute, sej ne govorimo tle ob 10 ur, da si moraš vzeti čas. Tu so tisti mičkeni biserčki, ko samo v glavi obrnemo, ok, jaz sem ženska in želim biti ženska. Pa to ste v bistvu nek način izhajate iz Jyotisha, predvidevam, Jaz o tem recimo nič ne vem, tako da zame bo tole zdaj wow nekih novih informacij. Torej, kaj pravzaprav Jyotish na nek način nam podaja? Beseda Jyotish pomeni svetloba in nam pokaže pot za naprej, nam osvetli pot. Recimo, če bi se izgubili v gozdu, v temi, kam bi šli? Nekam, kamor bi videli eno mičkano pikco svetlobe, ne bi šli še v večjo temo. Tu je naravni nagon človeka. In zato je ta svetloba nam pokaže pot za naprej. Zdaj, mi smo pa tisti, ki se sami odločimo, ali bomo šli k svetlobi, ali ne bomo šli. Vse je, nobena pot ni napačna. Vse je naša pot, ki jo moramo prehoditi. Lažje pa je, da gremo v svetlobo, ker bomo videli pot za naprej in bomo videli, kam bomo stopili. Zato meni se zdi tudi super orodje, da nam pomaga, kadar smo izgubljeni. Ali pa mogoče, tako kot jaz, ker sem bila preveč v moški energiji, ker sem prav rabila nekoga, dobro, tle sem se sama, sem šla tudi k drugim terapevtom, dej pejdi nazaj v svoje bistvo, zato ker si bila rojena, pejdi v to žensko energijo in to mi je tudi Jyotish pomagal. Torej, Jyotish in pa hkrati natalna karta. Kako ste pravzaprav, kdaj ste to skupaj povezala in v bistvu začela na ta način res pomagati ljudem? Ja, to je ful zanimivo. Mene je astrologija zanimala že v bistvu, po mojem sem imela 6, 7, 8 let. Nisem niti vedela, kaj to pomeni, ampak ko sem čula besedo astrologija, meni so uha, kaj pa je tu, To so te stvari, ki jaz rečem, zato si bil rojen. Tle ti srce zapoje, ti duša zaigra in jaz tu nisem na glas govorila, ker nisem niti vedela, kaj je to. Ampak nekje v meni pa je nekaj vibriralo noter, ko sem čula to. Ali pa ko je kakšen rekel, kaj si po horoskopu. Meni je kar noter, cela vibracija čustev se je zgodila. Wow, kaj pa je to mene zanima. A pol je šlo tu mimo. In jaz sem tu pol mislila, ali bi šla študirati ali ne bi šla. Tu mi je bilo vse tako, skoraj da mi ni dosegljivo. Jaz sem mislila, ne, tu ni zame, kaj bom jaz tu. Dokler nisem potem slučajno
spoznala, da obstaja tudi šola v Ljubljani, sem se vpisala, sem študirala 4 leta. Še zmeraj je bilo ono, ne, jaz tu ne bom delala. Zdaj pa imam že 10 let firmo. No. Wow. Mislim, zdaj je že 11. leto, tako da ne moram verjeti, da je sploh to šlo tako hitro mimo, ampak to je to, ko jaz rečem, če nekaj dela s srcem, leta kar tečejo. In ne veš, da mislim, z veseljem ne, to delaš. Razumem. Ja, dajte mi povedati, torej, natalno karto, jo priporočate vsakemu, oziroma kdo je pravzaprav tisti pravi kandidat, da si jo izdela in kaj pravzaprav dobi tudi s pomočjo vaših informacij, ki jih torej vidite ven iz karte? Ja, jaz zdaj pač po tolikih letih dela vidim, ne, kdo več pride k meni. V bistvu karto čisto vsak ne, lahko naredi, ampak pač jaz imam rajši pač, tu je prav moja ta pečat, ne, kamor sem res dobra, da ljudem pomagam priti v to žensko energijo. Tu sem pač zdaj ugotovila po tolikih letih dela. In potem spet mama, ne, ker vem, ker sem tudi sama imela otroke, jih imam, ne, 2 punčke, vem, kako je, ker hod majhnega in zraven podjetnica in delaš in gumi sem ustvarila podjetje in ne veš niti, ki bi se lotil, a otroci majhni te rabijo. Tako da tle, no, take so super, ne, da jim lahko povem. Zdaj, ena taka stvar se mi zdi zanimiva, ko me ljudje sprašujejo, ker džotiš ni napovedovanje, je bolj psihološki vpogled v človeka. Super. Ne moramo napovedati, recimo, kaj bo, ko mene kličejo, kam otroka vpisati v šolo, recimo. Ampak to je težko, ker včasih je tudi ena pot, ko jo moramo prehoditi, zato da vidimo, da to ni za nas. In če ta otrok more iti, čez to more iti. A pa vi vidite recimo te prepreke v natalni karti? Ja, se lahko vidi. zelo podrobno napoveste te stvari. A je pol smiselno, recimo, torej, če vidite nekaj, ajde rečemo reči slabega, ne, se lahko torej človek, ki je, kateremu ste napovedala, joj, tukaj se bo pa nekaj tako pa tako dogajalo na tem področju, da se ni lahko temu napovedovanje. ognemo? Ja, ampak ni napovedovanje, jaz ne vidim nič slabega. Vidim samo planete, ki so malo slabše postavljeni, se pravi, da bo ta planet na nas metal malo slabšo vibracijo. Ne bomo mi bili zaradi tega malo bolj čustveni, malo bolj razdražljivi, malo bolj bomo imeli negativne misli, ampak to je še zmeraj, mi imamo svobodno voljo. To je To bilo je v bistvu meni. ful dobro, Ja. v bistvu, da poveste, klele pa tole šepa mal, tukaj boš pa še posebej mogel biti pozoren in se v bistvu na tem področju lahko bolj potrudiš, ne? Saj tu se meni zdi najbolj fascinantno, ne, da v bistvu imaš eno orodje, s katerim si pomagaš. Ker mi smo tisti šefi, mi smo tisti, ki držimo vajeti v rokah in noben planet nas nikamor ne more Odpeljati. nikamor poriniti ali pa odpeljati, ja. Zato jaz, ko eni se bojijo, jaz imam pa slabo karto, pa se bojim, kaj mi boš povedal. Se pravi, da se bojiš življenja, se bojiš živeti. Jaz sem komaj čakala, da zvem mojo karto, pa sploh me ni zanimalo, ker jaz sem vedela, da tudi če bo slabo, bom jaz šla čez to. In tu je smisel, ne? Razumem. Ja, no, vi ste danes tudi pripravila 2 natalni karti in sicer za otroke, torej tudi otrokom pravzaprav lahko naredite natalno Sem karto. dala 2 različne, ena punca je letnik 2009, druga pa 2007. Samo razlika, ne, 2009 ima zdaj 10 let in tle se že nakazuje, ker ima v 12. hiši 2 planeta, zdaj nimamo časa, da bi jaz razlagala, ki je 12. hiša, tu lahko naslednjič povemo, komot spet gremo po hišah, pa tudi enkrat smo že tu, sem že imela, če kakšnega res zanima, je tu dolgo časa. Če ste vi 4 leta študirala, verjamem, da je. Pri tej punci pač, ona je škorpion in planet, ko vlada škorpionu, je Mars. In Mars sigurno je, ga zanimajo uniforme, spet tu je široko, uniforma ima danes lahko že kozmetičarka, ali pa, ne vem, tudi kakšni, ko plešejo, imajo lahko uniformo. Jaz nočem zdaj neki ful usmerjati, ampak želim na široko, da si pustijo odprte stvari. In ker ima v 3. hiši tudi 2 planeta, 3. hiša so hobiji, prijatelji, bi lahko tudi bila ful ustvarjalna, saj nekaj se že kaže, sam pri 10 letih ni še. Tudi, ko sem jaz jo vprašala, kaj si želi, ne zna še povedati. A se pogovarjate lahko tudi z otroci ali je to bolj za odrasle? Kako v bistvu ločujete recimo otroke po odrasle? Ja, pride mama zraven ali pa tata, ne. Sami ne pridejo, ker je vseeno do 18. leta je, tako naj bi bilo, pa saj do 16. ne pridejo starši zraven. Ker itak, zato pa je dober ta posnetek, da si potem lahko
ker si vse Ja, snemajo. prej ste ne. govorila, no Ja. ravno to prej smo se mi že pogovarjali, no, ko ste rekla, pa Tina, kako lahko jaz pridem do tebe, ti si v Sežani, mi smo tukaj v Ljubljani, ne, in ste rekla v bistvu, da imate torej opcijo aplikacije, kjer v bistvu torej lahko Ja, preko komunicirate. računalnika. Tako preko računalnika, oziroma lahko tudi se posnamete, ne, ste rekli. Ja, je aplikacija, ko se tudi snema, pogovor se vidimo, slišamo in tisti, ko govori, ga tudi pokaže. Ne? Torej, pomembno je pravzaprav, da imate interakcijo s človekom, Ja. zato da v bistvu lahko si v tistem trenutku, če ima nekaj vprašanje, mu lahko že tako odgovorite, ne, če kaj ne razume ali pa kaj podobnega. Meni je fajn, da vidim človeka, lahko ga tudi sam slišim, ampak še lepše je, da ga vidim, ker potem se mi zdi, da se še bolj energija poveže. Jaz sem potem tudi bolj, pač jaz tako delam, vse smo različni, ne? Vsak na drugi način. Eni radi pišejo, jaz recimo ne maram pisati. Jaz rajš govorim in zato, ko rajš govorim, rečem, dajmo se videti, pa makar sam za 10 minut bom več povedala, kakor če se ne vidimo. Ne? Ja, razumem, ja. Torej, ja, da se vrneva nazaj. Ja, Ne, deva. hotela sem pri tej drugi punci, ki je zdaj 7. razred, samo tu Ja. povedati, ne, da ona zdaj staršem dela res sive lase, puberteta pa tu. Nič se ji ne da, v šoli se ji ne da učiti, pride Aha, včasih. to je ime tele punci. Tina se kliče. Tina, okej. Ja, nič se tako zgleda, kot da je tudi šola ne zanima, ne. Ampak jaz sem pa rekla staršem, naj se nič ne sekirajo, ker kakor kaže po karti, bi ona lahko bila ful uspešna, tudi direktorica. Ne? Zdaj pač naj da čez to, kar ima za dat, seveda starši imajo svojo vlogo, ne da ne, to ne In pomeni, da jo okolica bodo, tudi, ne? okolica seveda, samo tudi če zdaj se ona, ne, pač če pride kakšna slaba ocena, ne bo konec sveta, ker ona v karti ima dano, da je lahko ful uspešna. A vas lahko Recimo, nekaj vprašam? ja. A se v teh natalnih kartah mogoče tudi vidi konec naše poti? Mi se tu sploh nismo učili, ker sploh Džotiš ne gleda zdravje na tak način, ampak gleda, kakšna je naša močvolje. In če naša močvolje ni dobra, je lahko jutri konc. Torej, tukaj v bistvu, če prav razumem, natalna karta in na nek način so vse tisti, kot se preka, biserčki, s pomočjo katerih v bistvu si lahko mi naredimo naše življenje veliko bolj kvalitetno in srečno predvsem, ne? Točno, tu so tudi stvari, ki kažejo, da moramo biti malo bolj pozorni, kakor je sati obdobje. To je obdobje, ki pride vsakih 23 let in je 7 let žalosti, rečejo Indijci, jaz rečem 7 let novih priložnosti. V tem obdobju bi se lahko zgodila kakšna nesreča ali pa bolezen, ampak zakaj? Zato, ker nas hoče življenje ustaviti. Pa nekaj In naučiti nekaj verjetno naučiti, in iz ja. tega vam potem pridemo v bistvu še močnejši, ne? Točno tu. In v tem obdobju, če bi mi šli z glavo skozi zid, ne bi tega poslušali, ne bi se ustavili, bi lahko tudi konec se zgodil, recimo. Ne? Zato, ker pač to je eno opozorilo. Pazi, to je mičko, na to ni treba zdaj paziti, tako da si doma zaprt v hiši, sploh ne. Tu se bolj gre za to, da globoko dihaš v trebuh, da si v stiku sam s sabo, da si v svoji moči. Zdaj, kako priti v svojo moč, tu je spet druga tema, ampak s tem, da delamo na sebi, že veliko naredimo, ali pa da gremo na eno tako svetovanje, že vesolju damo znak, da nas zanima nekaj o sebi in da bi radi nekaj spremenili in vesolje nas ponavadi tudi nagradi, kadar vidi, da mislimo resno. In jaz tu ful verjamem, čeprav ne verjamem v vesoljce in nič tazga, pač imam rada stvari tukaj, da primam stvari. Samo take stvari se mi zdi, pa kaj nekaj naredimo na sebi, se sigurno potem obrnejo nazaj in smo še ful bolj nagrajeni. Kakšne imate pa recimo feedbacke vaših strank? Je kdo recimo, ki je rekel, ne vem, bil v nekem težkem obdobju, pa se je takrat obrnil na vas ali pa obrnila? Ja. V bistvu in potem ste dobili v bistvu nazaj povratne informacije, da ste jim pomagala in da se je življenje res obrnilo nam. Ja, ker pri Džotišu je pomembno, da mislimo pozitivno. Tisto, čemer posvečamo pozornost, raste. In recimo je bila pri meni punca, ki ni mogla že, ne vem, 3 leta sploh dobiti službe. Mlada punca, okoli 30. Tu je zdaj bila že kar enih 7 let nazaj pri meni. No in jaz sem ji povedala, da lahko bi bila ful uspešna, res v karti se ji kaže, da bi komot lahko tudi dosti zaslužila. Ampak ona že 3 leta brez službe, finance niso bile okej. Zato, ker smo ugotovili, da mora prepričanje obrniti. Ona je imela ful preveč negativno prepričanje in stari programi je imela noter, kot da bi jih nekdo zacementiral. In če imamo mi neke vibracije noter stare, se ne more novo zgoditi. Kakor da bi vrata držali zaprta, a hoteli bi iti čez. Ne moramo, moraš odprti vrata, če češ stopiti v drugo sobo.
No in potem, jaz sem ji pač 2 uri, ki je bila pri meni, smo tu delali in sem ji tu govorila in ona je tudi tu pol videla, s tem, da sem ji na glas povedala, ki ima potenciale, ker ji do zdaj še tega noben ni povedal. Ona je čist drugo energijo šla ven in mi čez en teden pisala, da je dobila službo. No, to pa je res zelo lepa informacija. Tu je taka stvar. Ja, všeč mi je, da se take stvari res dogajajo in da imate v bistvu nekaj otepljivega, torej rezultati, ki so otepljivi. Povejte mi še, recimo, ko smo ravno danes govoriva o otrocih, a lahko morda napoveste v tej natalni karti kakšne stvari, ki pravzaprav bi lahko staršem nekako omogočale lažje vzgojo ali pa da bi bolj otroka razumeli v končni fazi? Ja, če je otrok... Otrok je vsak drugačen, tudi vi imate 2, jaz imam 2 in sta si dan pa noč, ne? Ja, točno, ko dan in noč. Kako lahko staršem recimo na ta način svetujete? Prva stvar, če je v sadesati obdobju, to pomeni, da Saturn zdaj trenutno v tranzitu nad njim, Saturn pa dozori pri 36 letih, otrok je pa majhen, ne more razumeti, jaz rečem takim staršem, ki imajo take otroke, njega samo dosti objemajo in ker bo dosti jokol pa se neki trmu, tu je zaradi tega, ker on ne razume, zakaj je življenje tako težko. In ko jim povem, kdaj bo to minilo, samo do tiskrat ne počakajo, je že tu ena taka dobra usmeritev. No, to je pa res fajn vedeti, mislim, ker vem, poznam kar nekaj prijateljske moje otroke, ki so zelo trmasti, recimo moja 2 res nista, ampak kakšni se mečejo po tleh, togotni, to kričijo cele dneve in v bistvu se sprašujem, kaj je s tem otrokom narobe, česa on, v bistvu, kaj mu manjka, kaj ga tako iritira, ne? In starši si tudi tega ne znajo razložiti. No, sej pogledam jaz v karti, tudi katero znamenje je, kaj to pomeni za njega, ali je ful aktiven, ali rabi malo bolj pasivno. Vse to se vidi, ne? Wow, ampak starši, to je ful dober. Končno, evo, imamo nek odgovor na način, kako svojega otroka najlažje ukrotimo v narekovajih oziroma predvsem ga razumemo in da otrok pri tem se ne počuti odrinjenega. To se mi zdi, da je izjemno pomembno. To je zelo pomembno, ker otroci oni morajo čutiti ljubezen. Brez tega se mi zdi, da ni nič, ne. Dajmo si zdaj pogledati še en simpatičen pokrivc. Tina bova lahko tole mečkam pokomentirale. Neja, pripravili smo torej zadaj nek lušten tak pokrivc, evo Tina lahko tole pogledava, torej mamička, ki bo zdajle nekaj izčarala, dajmo si pogledati, kaj počne. To je pravijo za take utrujene mame, da je to izjemno fajn zadeva. Torej, ja, to je ena taka mama, ki se je izjemno fajn znašla. Torej, otroci, kot smo rekli, so si izjemno različni in če obstajajo opcije, da torej lahko si nekako olajšamo življenje na nek način, torej sebi in otroku, potem se lahko lotimo tudi kakšne take stvari. Če imamo otroka, ki bo nenehno polivo hrano po tleh, potem lahko si naredimo takole luštno posodico, torej rešitev, s katero nam bo življenje, nam in otroku v bistvu lažje. Mi se ne bomo drli na otroka, ne bomo živčni, otrok bo torej dobival tisto ljubezen in na tak način v bistvu si res lahko pomagamo tudi s tole natalno karto. Meni to zelo všeč in jaz bom tudi za svoje 2 otrokča, evo bom tole naredila, mi boste naredila in da vidimo, če moramo 2 sta kar pridno, moram reči. Kot očitno ima te hiše, o katerih bomo tudi še govorili, torej štimajo. Povejte, ja, govorimo o 12 hišah, o tem bomo seveda več spregovorili naslednjič, pa vseeno mi lahko poveste, katera hiša je pa tista za vas mogoče najbolj taka mistična ali pa posebna? Izmed vseh hiš, kjer je tista, ki pravite, tale je pa taka, ki meša štrenje, ampak recimo na pozitiven način. Ja, meša štrenje 8. hiša, ki se jo tudi vsi bojijo, ker tle v 8. hiši je pač, tu je tema, noč in po noči nas je strah, ker ne vidimo naprej. Ampak spet so ljudje, ki uživajo v noči. Uživajo, tudi psihologi recimo, ne bi bili psihologi, če jih ta tema ne bi zanimala. To mene mi je ful zanimivo. Imate vi kakšen planet? Jaz imam v 8. hiši Luno. Luna pa ni glih najbolj rada v temi, ampak dobro si, zato pa delam te stvari in sem šla na psihološki način, tako da res pogledam človeka, da vidimo, ki se minus da spremeniti v plus. Meni se zdi tako škoda, da bi to kratko življenje, ko ga imamo, živeli na polno. Ful mi je to škoda. Kaj ni boljše, da bi res zajemali življenje s celo žlico in res si dali duška in se igrali v peskovniku, tudi pol, ko smo starejši. Na nek način take, kot ste vi, torej, da nam mečkam pokažete tisto pravo pot in nas morda upozorite na vse tisto, kar se na nek način fajn malo ognete. Tina, najlepša hvala za vaš obisk. Jaz komaj čakam, da seveda se spet potruživa in da zvem še več o teh zanimivih in simpatičnih hišah, o katerih pravzaprav ne vem še nič. Hvala lepa.